Bilo je sončno sobotno jutro, ko so 20. aprila ob vzletišču Ruardi v občini Zagorje ob Savi opazili, da v gozdu gori. Gozdni požar je bil javljen na regijski center za obveščanje Trbovlje, ki je ob 9:05 prek alarmnega sistema Zare na intervencijo aktiviral osrednjo enoto Gasilske zveze Zagorje ob Savi, prostovoljno gasilsko društvo Zagorje mesto. Z njihovim izvozom se je začela ena najobsežnejših operativnih vaj celotne gasilske zveze, ki zajema 14 prostovoljnih gasilskih društev in prostovoljno industrijsko gasilsko društvo ETI Izlake. Zagorjani so na kraj prispeli ob 9:12, in sicer s 5 vozili in 29 operativci. Njihov vodja enote je bil Tibor Potočnik. V poveljniškem vozilu se je pripeljal tudi zvezni in regijski poveljnik Marko Bokal, avtor vaje in vodja intervencije. Zasnoval je vajo, razdeljeno na 4 sektorje, ki je v samostojni 4. sektor predvidela helikopter Slovenske vojske, ki se je na področje spustil že pred začetkom vaje. Gre za helikopter Slovenske vojske znamke Eurocopter AS-532 Cougar, ki lahko z Bambi bucketom naenkrat zajame 1800 litrov požarne vode iz 22 000 litrskega bazena. Prav tako se je že pred začetkom vaje poskrbelo, da je bila cesta od zadnjega odcepa do Ruardija zaprta. Za varnost obiskovalcev, ki so bili vabljeni na prizorišče in so po večini prihajali iz strani Europarka, pa je skrbelo 5 redarjev iz vrst PGD Zagorje mesto. Po scenariju vaje so gasilci PGD Zagorje mesto ugotovili, da je zaradi širitve požara potrebna pomoč skoraj polovice zveznih gasilskih društev, kar javijo na regijski center za obveščanje. Ob 9:14 tako zvonijo alarmne naprave drugič. Kmalu zatem so prosili tudi za pomoč helikopterja Slovenske vojske. Poziv je bil prožen še v 3. valu, to je ob 9:27, ko se je ugotovilo, da je potrebna pomoč še v preostalih prostovoljnih gasilskih društev v Zagorski zvezi. Pomočnik poveljnika Gasilske zveze Zagorje Silvester Poharič je ob prihodu na kraj zasedel vodenje sektorja 1, ki pomeni gašenje požara z visokotlačnimi črpalkami in pehoto. Del posadke PGD Zagorje mesto se je nato razvrstil še v sektorja 2 in 3. Prostovoljno gasilsko društvo Kotredež je kot najbližje kraju intervencije z vodjo enote Igorjem Hribarjem prihitelo ob 9:21 z 9 gasilci in 2 voziloma. Opremili so se za gašenje požara in se v sektorju 1 z naprtnjačami, lopatami in izpihovalniki zraka odpravili v gozd nad hrib. Prostovoljno gasilsko društvo Loke pri Zagorju je pripeljalo na kraj z vodjo enote Lukom Skrinjarjem ob 9:22 s 3 vozili in 20 gasilci, od katerih se je večina priključila Zagorjanom in Kotredežanom v sektorju 1, nekaj pa jih je bilo razporejenih v sektor 3, kar je bila priprava bazena za zajem vode s helikopterjem. S prihodom na kraj je loški poveljnik Miha Ševerkar zavzel mesto vodje sektorja 3. Prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas je pripeljalo na Ruardi ob 9:26 v enem gasilskem vozilu in z 9 operativci, ki jih je vodil Peter Šikovec in ki so se razporedili v vrste pehote za gašenje požara, gasili pa so tudi z visokotlačno črpalko. Naslednji na lokaciji so bili ob 9:31 gasilci PGD Potkum, ki so tudi prišli z 9 gasilci in jih je vodil Matej Judež. Minuto za njimi so pripeljali PGD Kandrše pod vodstvom Andreja Ocepka v 2 vozilih in z 10 operativnimi gasilci. Prostovoljno gasilsko društvo Šentlampert je prispelo na lokacijo ob 9:34 z 9 gasilci in 2 voziloma, vodja enote pa je bil Dimitrij Režun. Z njimi je prišel na kraj operativni vodja vaje in namestnik poveljnika Gasilske zveze Zagorje Matej Grobolšek. PGD Tirna je bilo na Ruardiju ob 9:36. Vodja enote je bil Matjaž Bučar. Z enim gasilskim vozilom in 7 gasilci so se tako kot nekaj minut pred njimi PGD Potkum, PGD Kandrše in PGD Šentlambert priključili v že odprej številčni sektor 1.
Prihod prostovoljnega gasilskega društva Čolnišče ob 9:38 pod vodstvom Marjana Drobeža z 9 operativci je pomenil začetek dobave požarne vode iz kotriliščice v zaprti verigi do požarnega bazena, to je tvorbo v sektorju 2. Načrt je predvideval 2 liniji spetih BCV, vsako dolgo po 700 metrov v skupni dolžini 1,4 km. Po njih naj bi stekla voda do požarnega bazena. Slednjega so od svojega prihoda polnili z gasilskimi cisternami PGD Zagorje mesto, PGD Loke in PGD Kolovrat. Mesto vodje sektorja 2, v katerem so bile tudi omenjene cisterne, je že na začetku zasedel podpoveljnik Gasilske zveze Zagorje Marko Novak, ki sicer prihaja iz PGD Zagorje mesto. Do izraza so prišle društvene motorne črpalke, ki so morale poskrbeti, da bo voda premagala 60 metrov višinske razlike in prek Europarka, mimo vrta Tete Johance, Društva za zdravilne rastline Zasavje in otroških igral navzgor po stopnicah in še naprej po nagnjenem travniku uspešno prišla do požarnega bazena. V sektor 2 je bilo ob 9:42 razporejenih 7 operativcev iz prostovoljnega gasilskega društva Čemšenik, ki jih je vodil Nejco Sredkar. Minuto za njimi se jim je z 2 gasilskima voziloma in 8 gasilci pridružilo PGD Izlake. Vodja Izlačanov je bil Sašo Gobovec. Ob 9:45 je prišlo na delo v sektor 2 prostovoljno industrijsko gasilsko društvo ETI Izlake z 8 gasilci. Vodil jih je Janko Mali. Ob 9:46 se je v spajanje cevi priključilo še 7 operativcev PGD Mlinše pod vodstvom Darka Verbajsa. Prostovoljno gasilsko društvo Kolovrat je bilo na kraju ob 9:47. Marko Rozman je vodil enoto 2 vozil in 11 gasilcev. V sektor 2 so se nato priključili še operativci prostovoljnega gasilskega društva Padež. Z 2 gasilskima voziloma je pod vodstvom Borisa Čadeža prišlo 9 operativcev. Ob napolnitvi požarnega bazena se je lahko začel najatraktivnejši del gašenja, to je s helikopterjem in Bambi bucketom. Med vajo je prišlo do manjših zdravstvenih težav enega od zagorskih gasilcev v pehoti 1. sektorja, zaradi česar je vodja vaje poklical reševalno vozilo z zdravniško pomočjo. Do njegovega prihoda pa so tovarišu pomagali s specialnostjo za bolničarje usposobljeni gasilci, ki so bili v neposredni bližini. Ko reševalno vozilo prišlo, so obolelega po hribu navzdol prenesli na nosilih. Razen nekaj počenih cevi, kakšnega dima iz motornih brizgaln in drobnih zadev je vaja potekala po načrtih. Zaključila se je 11:55. Na vaji je skupaj sodelovalo 166 gasilcev iz celotne Gasilske zveze Zagorje, to je iz 15 prostovoljnih gasilskih društev. Izvozili so 27 vozili, nekaj čez 9 se je vaja začela, končala pa se je ob 10:30. Vaja je uspešno potekala, prišlo je sicer do slabosti pri enem od gasilcev, vendar je prišla pomoč ustrezno, hitro in smo mu pomagali in zdaj se že počuti bolje. Sledilo je pospravljanje opreme, obiskovalci pa so si lahko medtem pobliže ogledali helikopter. Z našo kamero smo za izjavo po uspešni vaji prosili Igorja Lanišnika, ki je bil vodja sektorja 4. Prihajamo z Brnika s helikopterjem, s katerim zagotavljamo letalske sile v primeru tovrstnih nesreč. Na tej vaji smo seveda preverili tudi našo odzivnost in odzivnost gasilske enote. Moram reči, da zaradi odlične priprave na samo vajo je vaja z našega zornega kota potekala nemoteno, odlično bi rekel. Opravili smo 5 odmetavanj vode in
predvidoma pogasili tisti požar, ki je bil na tej vaji predviden kot dogodek in nesreča. Pa večkrat sodelujete na tovrstnih vajah oziroma dogodkih? V letnem načrtu dela 151. helikopterske eskadrilje je tudi sodelovanje na gasilskih vajah in drugih vajah. Seveda vaje so ključnega pomena pri urjenju in kondiciranju vseh tistih, ki danes opravljajo to dejavnost. Tako da ja, sodelovanje na vajah je absolutno potrebno in večkrat se srečujemo tudi z ljudmi in jih poznamo in sem vesel, da skupaj pač opravljamo to vrstno dejavnost. Kako pa je s tistimi pravimi intervencijami v Sloveniji? Jih je veliko oziroma ali ste dobro tehnično priskrbljeni oziroma tehnična sredstva so zagotovljena v zadostni meri? V Slovenski vojski v dvourni pripravljenosti zagotavljamo helikopter, ki je sicer v sistemu Vihra. Ta helikopter je tudi za gašenje požara. Moram reči, da smo v Slovenski vojski opremljeni z odlično opremo. Prav tako odlično sodelujemo tudi na tem področju z gasilci in glede na izkušnje, ki jih imamo iz preteklih let, vsako poletje se dogajajo nesreče, prihaja do požarov, katere skupnimi močmi tudi odpravljamo. Vsaka vaja ali intervencija se zaključi z zborom vseh sodelujočih. Preden pa se je na Ruardiju pod vodenjem Mateja Grboška uspelo vseh 166 gasilcev postaviti na svoje mesto, je poveljniku Gasilske zveze Zagorje zazvonil telefon, ki je pozival na pravo intervencijo. Z centra za obveščanje so sporočili, da so v stanovanjskem bloku na cesti 9. avgusta zaznali dim. Poveljnik je na teren poslal vse prisotne gasilce PGD Zagorje mesto z vsemi njihovimi vozili. Preostali gasilci so prisluhnili nagovoru zveznega poveljnika Marka Bokala, ki mi je za izvedbo čestital, za našo kamero pa je kasneje takole strnil vtise. Ja, vajo ocenjujemo, da je bila uspešna. Znova smo dokazali, da zmoremo tudi obvladati največje intervencije, ki bi se lahko zgodile v naši občini. Velika mera pripravljenosti vseh gasilcev in gasilk, ki so se danes udeležili te vaje, tako da ocenjujemo, da je bila vaja zelo uspešna. Kako je prišlo do sodelovanja s Slovensko vojsko? Ste morali to kakšne posebne plane oziroma načrte izpolnjevati? Ja, Gasilska zveza Slovenije vsako leto da razpis za sodelovanje s Slovensko vojsko, kjer je naša Gasilska zveza se prijavila na razpis in uspešno kandidirala, tako da smo dobili tudi helikopter, ki nam je pomagal na tej današnji vaji. Ocenjujete opremo in operativce ustrezno opremljene? Seveda v naši Gasilski zvezi dodobra skrbimo za opremljenost prostovoljnih gasilcev vseh 15 društev, ki jih imamo v občini Zagorje ob Savi. In danes je to pokazalo, da so primerno usposobljeni in opremljeni za posredovanje ob tako velikih intervencijah. Pohvalam se je pridružil tudi predsednik Gasilske zveze Zagorje ob Savi Ivo Potočnik. Moji vtisi so izredno lepi in spodbudni, kajti vaja je uspela z vsem tistim, kar smo načrtovali in s tem tudi dokazali, da smo gasilci pripravljeni na vse večje intervencije. Kako ocenjujete tudi opremljenost naših enot? Moram reči, da vse leta že kar nekaj let, 10 let, mogoče še več, delamo na tem opremljenosti vsako leto, tako da jaz mislim, da bolj ko ne imamo vse opremljeno s tem, da samo zdaj v bistvu vzdržujemo opremo, tista, ki se zrapa, zamenja potem z novo opremo. Si želite še podobnih vaj, torej se vam zdijo koristne? Lejte, vaje so prav tiste, ki pokažejo, ali čez vse te leta delamo dobro ali ne, in pa vse tiste pomanjkljivosti, ki se pokažejo, potem skušamo seveda odstraniti in pa še izboljšati. Vajo si je od začetka ogledal župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan s svojim sinom. Lahko rečem, da klasično to pomeni zelo uspešno, ponos Zagorske doline, moje gasilke in gasilci, ponos celotne naše občine in zopet so dokazali, da zmorejo tudi v najtežjih pogojih. Seveda, k sreči je to samo vaja, vendar pa nikoli nikdar ne veš, kdaj bodo naše gasilke in gasilci poklicani na določeno intervencijo. Tako da sem bil zelo ponosen na njih, predvsem pa tudi zahvala Slovenski vojski,
da spremlja tudi lokalne zgodbe in da je ta povezava med lokalno skupnostjo in državo oziroma ministrstvom za obrambo. Tako da še enkrat hvala vodstvu Gasilske zveze, predsedniku povestvu in vsem mojim društvom v naši občini. Kot je bilo že omenjeno, je atraktivna vaja na Ruardi privabila obiskovalce, gasilske kolege in predstavnike sosednjih občin, med njimi tudi županja občine Trbovlje, ki je o videnem povedala naslednje. Ja, čestitke bom rekla tudi zagorskim prostovoljnim gasilcem. Neverjetna številka 166, ali kakršen je podatek, da jih je sodelovalo v tej vaji. Jaz si želim in upam, da bomo enkrat tudi v Trbovljah prišli na tako raven oziroma tako daleč, da bomo sposobni oziroma imeli na voljo tudi toliko prostovoljcev, da bomo tako dobro organizirani, tudi opremljeni. Jaz vedno rečem, no, se tudi kot se z njimi pogovarjam, da ja, so super in res čestitke. Tako da nimam kaj sploh dodati. Lepo je videti takšne vaje, ko so tako složni, so pa več kot potrebne seveda. Helikopter je po končani vaji in ko so gasilci posedli k zasluženi malici, naredil še 2 preleta z gosti, ki jih je popeljal nad širšo okolico Zagorske doline in celo do Trbovelj. Na eno od voženj je šla lahko zraven tudi naša kamera. Bil je na to čas, da vsako vozilo odpelje v svoj gasilski dom. Tudi v njih se je zagotovo še malo postalo, predebatiralo, kaj je bilo v redu, kaj bi se lahko še izboljšalo in kako se bo kakšna izkušnja, informacija ali oprema lahko kdaj uporabila še v prihodnje. In intervencija, na katero se je mudilo? K sreči se je izkazalo, da je bil alarm lažen, vendar je situacija dobro pokazala dejanski namen tovrstnih in tudi manjših rednih operativnih vaj. Hitro in strokovno odzivnost ter pripravljenost pomagati, ne glede na to, kje se gasilec nahaja v trenutku, ko mu zazvoni pozivnik ali telefon. Do naslednjič pa z gasilskim pozdravom na pomoč.